Ime mi je Petra Grassi, prihajam iz Slivnega pri Trstu, to je majhna vasica v občini Devina Brežina. Sem Slovenka iz Trsta, čeprav imam italijanski priimek, ker včasih to zavede. Doma smo vedno peli, sicer zelo amatersko, mama je pela v takih amaterskih zborih v okolici, oče je bil dober klarinetist, živeli smo doma, še prevladuje pri nas doma narodna zabavna glasba. Vi si lahko predstavljate, da igramo na Golici ob morju, ne, ker mi smo ob morju, ampak tako smo zelo po duši podaljski, ne, po eni strani, čeprav je sonce, ampak smo zelo vezani tudi na ta podaljski svet, recimo to, da z družino gremo enkrat vsake 2 meseca na Bled, je prav stalnica, ne. Tako da mi smo se živela in dihala slovensko glasbo, tako zborovsko kot zabavno in vse sploh. Je bilo zelo naravno, pač moji starši je bilo naravno, da vsi otroci študirajo glasbo, ne samo zaradi tega, da bi potem postali profesorji, v mojem primeru potem se to išlo, ampak verjamejo, da je glasbeni pouk holistično celostni pristop k dozorevanju človeka, in to, da se ukvarja z umetnostjo, torej da hraniš tvojo dušo, ampak da hraniš tudi tvoje telo in disciplino, in tu navsezadnje, da si skupaj z drugimi, ker je glasba vsekako združuje. Moram reči, da ne morem ven iz sebe, iz svojega temperamenta, ki je zelo odprt do ljudi in se rada soočam s srčnostjo, energijo drugih. Tako da v bistvu stik z ljudmi mi je zelo pomemben in mogoče kot pianistka se izražam, seveda preko glasbe, ampak to, da si osamljen tako s svojim inštrumentom, mi ni najbolj tako, da se ne počutim prav jaz. Tako da v bistvu, ko delam glasbo z drugimi, naj se bo to v komorni skupini kot pevka, kot dirigentka ali tudi kot pianista v komornih skupinah, najbolj zaživim v bistvu stike z drugimi. Mislim, da vsak glasbenik navsezadnje dobi svoj prostor na glasbeni sceni, tudi je odraz svojega karakterja in jaz sem tako, mislim, da sem sončna, seveda imam tudi svoje trenutke, take bolj oblačne, ampak na splošno mislim, da s svojim temperamentom znam povezati druge v eno dobro energijo. Septembra pa so me povabili, da bi bila prva dirigentka mladinskega deželnega zbora Furlanirske krajine. To je reprezentančni zbor naše dežele, ki združuje mlade od 18 do 30 let cele dežele. To se pravi, da skupaj pojejo in Slovenci, in Italijani, in Furlani. Tudi ta zbor deluje projektno po avdiciji. Dobimo se enkrat na mesec v različnih krajih dežele in vadimo. Septembra pa so me tudi povabili, da bi imela en projekt z njimi, komorni zbor Dekor. Vsak od teh zborov mi da en zelo velik izziv, nobeden od teh zborov ni enak in vsakemu, ampak z vsemi delam na isti način, 100% pripravljeno, 100% z energijo in da res skušam v tisti uri, ko imam vajo, z majhnimi 1 uro, z Dekorom 6 ur, z mladinci tudi 8 ur, ampak da izluščim vsako minuto, res da je ta prava energija na vaji. Jaz mislim, da vsaka nagrada, ne glede na prestiž same nagrade, je ena velika preobrazba v samem človeku. In vsako tekmovanje, tudi tisto najbolj od otroških let klavirsko, mi nekaj pustilo in to, kar sem, je hvala vseh tistih kock, ki so del mojega življenja. Takrat, ko sem zmagala pa 3. nagrado na tekmovanju za zborovske dirigente Europa Cantat, to svetovno tekmovanje, takrat je bilo v Torinu, med drugim je bilo tudi v Ljubljani pred leti, pa sem tudi to izjavila, da sem se jokala od veselja, ko sem zmagala 3., sem bila edina Italijanka, ki je prišla v finale, 3. mesto, in sem se jokala. V bistvu zakaj? Zato, ker iz veselja sigurno je bila tudi en jok drugače, kot v bistvu je pisalo. Prva je bila ena Bolivika, je zmagala 2. nagrado oziroma Madžar in 3. bila Petra Grassi Italija, ne. Torej ni bilo Italija, Slovenija, bila samo Italija. Mi je bilo težko, zato ker navsezadnje so mi Italijani takoj sprejeli za njihovo, češ naša italijanska dirigentka je zmagala, jaz sem Slovenka, ne, tako da potem, ko sem zmagala tukaj doma, pa je bilo mogoče je za Slovenca, ki živi v Sloveniji,
to nekaj čudnega, ne? Ma za nas, ki se borimo vsak dan, da smo Slovenci v Italiji, so to pomembne dosežki. Tudi ni samoumevno mogoče za Slovenci iz Slovenije, če lahko rečem to, da jaz z dekorjem lahko ali pa pri Vikri ali pri svojem otroškem zboru Krase govorim v slovenščini, kar ni tako samoumevno, ker ko delujem s italijanskimi zbori, pač moram italijanščini in večkrat mi potem Vikr obrne kaj po slovensko in se potem smejejo, ne, ker ne razumejo, ampak vseeno rečejo, da zaradi mojega temperamenta in zaradi roki načina, da razumejo. In tako zdaj so ti italijanski zbori, v bistvu, s katerimi delujem projektno ali tako, ki so se že naučili 1, 2, 3, ko dam vstop ali pazi intonacija in še, tako da je potem res glasba v tem primeru, res glasba je univerzalen jezik. Jaz mislim, da biti Slovenc v Italiji ima prav to vlogo, da dokažemo, da smo Evropejci. V bistvu. Še preden Slovenci ali Italijani, ali da te kdo vpraša, kaj si. Na več intervjujih tako mednarodno sem vedno rekla, da sem Evropejka, v bistvu res sem prav ta prava. Kako bi rekla, čutim se res, zato ker je težko reči, nisem Slovenka iz Slovenije, ker nisem, ker če me preseliš v Ljubljano, ni moj dom Ljubljana. Ma niti, če me preseliš v Rim, jaz sem doma v Trstu in v bistvu, da je to evropski prostor in širok. In tu doživiš samo, če res živiš med Slovencami od meji, da čutiš širino, odprtino na Evropo. In še to, da sta dva jezika in dve kulturi na vse zadnje različni, zaradi zgodovinskega konteksta. In čeprav sta blizu, imata drugačen vpliv tudi, kar se tiče vremena, ne? Slovenija je itak malo bolj meglena, se predstavlja malo bolj v oblaku, malo bolj mrzlo. Italija pa itak znamo, kakšni so Italijani, ne? So zelo odprti in sončni, zaradi mislim prav tega mediteranskega zraka. In mislim, da smo mi, če lahko rabim ta izraz zamejci, ki ni več pravilen, ker ni več meje, ampak Slovenci v Italiji smo res zmes te dveh stvari in da pride v ta pravem trenutku, ta pravi naš del ven v tistem trenutku. Rigoroznost in tudi ta temperament odprt. Ni važno, kje živiš, ampak kaj čutiš, da je tvoj dom, kje čutiš, da je tvoj dom. Moj dom je v Evropi.